Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o pozitivnih afirmacijah. V glavnem, danes me je poklicala ena gospa in me je sprašvala pozitivne trditve osnovane na resnici. No, to boste najdeli v knjigi Ko imajo duše žur, kjer sem dejansko dala pozitivne trditve, ki so osnovane na resnici. Zdaj pa, kaj je to? V glavnem, inštitut HeartMath. To je inštitut v Ameriki, ki meri variabilnost srčnega utripa. Zdaj pa, kaj to sploh pomeni? V glavnem, variabilnost srčnega utripa je, da v bistvu naše srce pove resnico. In so izmerili, da ljudje, ki ponavljajo pozitivne trditve, v katere ne verjamejo, dejansko se jim poveča ta odziv srca in v bistvu se jim poveča stres na celični ravni. Medtem ko nekdo, ki ne ponavlja pozitivnih trditev, je na boljšem kot pa nekdo, ki govori trditve, v katere ne verjame. In potem so raziskovali naprej, če pa ponavljate pozitivne trditve, v katere pa lahko verjamete, v tem primeru se stopnja stresa na celični ravni zmanjša. No, in moja pot učenja pozitivnega mišljenja se je začela s knjigo Življenje je tvoje, oziroma prva knjiga je bila Moč pozitivnega mišljenja. Tam so molitve in tam noter molitve so še vedno tako, ko govoriš, verjamem, da je Bog za mene, da me podpira vse stvarstvo, je v bistvu tako, verjamemo to. Ampak knjiga Louise Hay pa dejansko govori o pozitivnih trditvah in dejansko piše o tem, da če dovolj dolgo ponavljaš neko trditev, ji začneš verjeti. No in recimo, tukaj se mi je odprlo pri utrujenosti. Se pravi, kdor je kronično utrujen, se upira, je zdolgočasen, ima pomanjkanje ljubezni do tega, kar počne, in bi mogel ponavljati pozitivno trditev. Navdušena sem nad življenjem, polna sem energije. No, in potem Louise Hay pravi, da se postaviš pred ogledalo in si govoriš, navdušena sem nad življenjem, polna sem energije. No, zdaj se pa predstavljajte. Kronično ste utrujeni, komaj živite. Se postavite na pol mrtvi pred ogledalo in rečete, navdušena sem nad življenjem, polna sem energije. In kaj ti reče glas v glavi? Pa daj no, komu lažeš? Počutiš se kot palačinka na tleh brez energije, ne pa navdušena sem nad življenjem, ne, komaj živim, pač umrla bom. A veste? In to isto piše, ne vem, pri teži. Vem, da pač jaz sem se celo življenje ukvarjala z prekomerno težo, pa z nesprejemanjem moje teže in tako naprej. V glavnem, pri teži piše, da se postaviš pred ogledalo, pa si govoriš, suha sem, moji kilogrami z lahkoto izginjajo. In moj glas je rekel, pa daj no, komu lažeš? Pod prvo se počutiš debelo v svojem telesu in drugo veš, da tvoji kilogrami ne izginjajo z lahkoto. Pač to je zate laž. Zdaj pa pomislite, imate 150 kil, ste brez denarja in utrujeni in po teh trditvah bi mogli se postaviti pred ogledalo in si govoriti, seksi sem, vitka sem, polno imam denarja, bogata sem, imam idealno telo. In še polno energije. Vaš glas vam bo rekel v glavi, daj no, poglej se v špegel, pa enostavno si priznaj, ne, počutiš se utrujeno, počutiš se debelo, brez energije, neprivlačno in pač nič od tega ni res. In vsakič, ko sem se jaz lotila teh pozitivnih afirmacij, v katere nisem verjela, nekaj časa sem vztrajala, tako z močno voljo sem se odločila, da bom jaz zdaj to spremenila. Recimo tukaj nespečnost. Ljubeče zapuščam dan in drsim v miren spanec, ter vem, da bo jutri dan sam poskrbel za sebe. Ne, to ni res. Jaz ne morem spati, ker me skrbi, zato ker dan ne poskrbi sam za sebe, zato ker sem preobremenjena s tem, kar se mi dogaja. Pač ne morem tega ponavljati. In nekaj časa sem ponavljala te pozitivne trditve in v enem trenutku je prišlo do tega, jaz tega ne morem več delati. In sem zaprla. Dokler nisem prišla do te raziskave HeartMath, da dejansko pozitivne trditve, v katere lahko verjameš,
je pa zdaj čist nekaj drugega. No, to je v knjigi Skrivnosti milijonarjevega uma, kjer dejansko piše avtor o tem, da če si brez denarja, si ponavljaš. Občudujem bogate ljudi in tudi sama vsak dan postajam bolj bogata. To je pa zdaj dobro. Občudujem bogate ljudi. In dejansko to lahko date tudi na vsa ostala področja. Občudujem vitke ljudi in tudi sama postajam vsak dan bolj vitka ali pa bolj seksi. Občudujem ljudi z energijo in tudi sama postajam vsak dan bolj navdušena. Pač občudujem je ena taka beseda, ki ni, da vam reče glas, pa dajno, komu lažeš. No, druga beseda pa je dovoljujem. Dovoljujem, da v moje življenje pride obilje na vseh ravneh. Dovoljujem, da se moja odvečna teža stopi. Dovoljujem, da v moje življenje stopijo ljubeči odnosi. Dovoljujem. Se pravi, odpiram vrata. Se pravi, to je čisto v redu. Zdaj druga beseda, naslednja beseda je odločam se. Zdaj, če se jaz odločam, mi spet moj glas ne reče, komu lažeš. Če jaz rečem, odločam se zase. Pogumno se odločam za sebe. Moj glas ne bo rekel, to pa ni res, nehaj nakladati, tega ne morem peljati. A veste, gre se za to, da te pozitivne trditve, v katere lahko verjamete, začnete ponavljati in dovoljujem si iti s tokom življenja. Dovoljujem si občutiti svojo moč, ki je v meni od vseh začetkov časa. Moja moč je v zaupanju sebi, zaupam v podporo vseh svetlih bitij. Zaupam in verjamem, da življenje me ljubi. To je iz knjige Ko imajo duše žur. No, seveda, te pozitivne afirmacije so tudi na kartah Prehodu v novo dobo. In dejansko tukaj na kartah Prehodu v novo dobo, poglejte, če zdaj gremo pogledati katerokoli sporočilo, glejte, tole je za vas namenjen. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. Zato, ker to dovoljujem. Zdaj pa poglejte, če pa jaz rečem, če sem cela raztreščena, v sebi sem mirna, slišim vodstvo. Ne, jaz ta prvo rečem, dovoljujem, da se nekaj zgodi. Dovoljujem, zaupam, sledim. To pa pomeni, da moja podzavest, tudi najprej zavestni potem pa podzavestni dejansko sodelujeta. Ali pa recimo vztrajnost. Zmorem vztrajati na začrtani poti. Angeli mi stojijo ob strani. Ali pa naslednje sporočilo. Dovoljujem, da bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Dovoljujem. In vam bom prebrala tole sporočilo. Jaz imam tukaj mojo skladovnico. To je karta 36. 36 vam preberem. A ne 35. Stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogastvom in svojo slavo. Napolnjena sem z bogastvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Mogoče še boljš. Dovoljujem, da je za vse moje potrebe poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta ena. Dovoljujem, da denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Dovoljujem, da sem bogato plačana za svoje delo. Ali pa recimo pol naprej je karta. Dovoljujem, da nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, pred menoj je novo obdobje. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. In potem rečete, jaz, če jaz rečem zase, jaz, Minka, sem več kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta, v meni se pretaka mogočna sila. Dovoljujem. Naredite, začnite te afirmacije ponavljati s tem, da si govorite dovoljujem. A vam še za kakšno težavo povem. Recimo, če imate težave z podočnjaki. Podočnjaki so zastajanje vode v telesu, slabo delovanje ledvic in nadledvičnih žlez, posledica stresa in negativnih čustev. Se pravi, da zmanjšate podočnjake, rabite več B vitaminov, da se vaše telo lažje odzove na stres.
Potem zelišča, ki pomagajo, so zlata rozga, to je iz knjige Ko imajo duše žur, zlata rozga, potem pa gremo naprej, čustveni vzrok za podočnjake je stres in strah, oklepanje uma, oklepanje ega, nadzor. Kaj vam gre tako zelo na živce, koga ne morete več poslušati? Preverite z mišičnim testom. V duši nosim globok strah pred nujnimi spremembami. Strah me je resnice. No in zdaj, če jaz preverim zase. Strah me je resnice, ne. Strah me je sprememb. Globok strah pred nujnimi spremembami, ne. Vem pa, da sem vse to imela za predelati. No in zdaj afirmacija, ki pri tem pomaga. Dovoljujem, da se v mojem življenju začnejo dogajati čudeži. Zaupam v vodstvo angelov. Zavedam se, da mi življenje ponuja rešitve. Dovoljujem si jih sprejeti. In to lahko poslušate, ponavljate, sami sebi prepevate. Dejansko izberite eno afirmacijo in si jo ponavljajte čez dan. Dovoljujem, da se v mojem življenju zgodijo čudeži. In začnite to ponavljati. Dovoljujem, da se v mojem življenju dogajajo čudeži. Ponavljajte to. Boste videli, vaša odprta vrata za novo so nekaj neverjetnega. Potem recimo tukaj, ljudje, ki imate težave s kožo, pomanjkanje probiotičnih bakterij, sploh tisti, ki imate vitilijo. Hrana, izogibajte se mesa, rdečih izdelkov in citrusov in dodajate rdeča barvila, kot so karotenoidne snovi, rdeča pesa, korenček, križnice, redkvice in tako naprej. Zeliščna podpora, pojav lis, omili orehovo olje. Orehovo olje je tudi sicer odlično za nego kože, ki je nagnjena k sončnim lisam. Se pravi, za vse tiste, ki imate kakršne koli lise na koži, dajte si pripraviti zeliščno olje, dobro, zdaj ni zelišč, ampak ga boste pripravili potem, ko bodo zelišča. Recimo jaz opažam pri sebi, odkar uporabljam olje iz rmana in iz lakote, vse kožne lise so mi izginile. Jaz sem včasih imela tukaj po licih kožne lise in odkar sem začela ta olja uporabljati pač za čiščenje make-upa, enostavno kožnih lis nimam več. No in zdaj naprej, čustveni vzrok, strah pred izražanjem, prepričanje, da niste dovolj lepi, pametni, zaželeni. In preverite z mišičnim testom. V duši nosim prepričanje, da nisem dovolj lepa. V duši nosim občutek, da sem umazana. Strah me je, da bi bila zapuščena. Lahko tudi spomin na neko življenje, ko sem imela garje, ko sem imela kugo, vse te kužne bolezni so lahko se izražale preko kože. In si govorite, dovoljujem si žareti vsej svoji lepoti. Lepota moje duše se izraža preko mojega telesa in obraza. Zdravilna Božja svetloba teče skozi moje telo in obnavlja vsako celico mojega telesa. Dovoljujem, da se v meni zgodi Božja harmonija. No, tako da, to so afirmacije, v katere verjamete, in če boste ponavljali afirmacije, v katere verjamete, mogoče je en nasvet, ali karte, prehod v novo dobo, za te sem vam že povedala, za tiste, ki vas še kličejo, kmalu bojo razprodane. In ko bojo razprodane, jaz ponatisa ne bom delala, drugače imate pa tudi v knjigi Ko imajo duše žur, tukaj v modrem poglavju, takoj na začetku, seznam pozitivnih trditev, kako si lahko pomagate z afirmacijami, sploh za vse tisti, ki imate psihične težave, pomanjkanje B vitaminov, več uživajte beljakovinskih živil, pijte čaj iz sivke, da vas pomiri, in čustveni vzrok preverite, strah me je resnice, strah me je sprememb, strah me je življenja, in ponavljajte si pozitivne afirmacije. Dovoljujem si biti jaz. Zavedam se, da imam v sebi moč spremembe. Česa me je najbolj strah? Ozaveščam, spuščam, prepuščam se božanskemu vodstvu. Pozorna sem na sporočila srca.
Zavedam se, da so to božanska sporočila, ki me vodijo naprej. Zaupam sebi in vsemu stvarstvu. In to so afirmacije, v katere lahko verjamete. Tako da pogumno se spravite na pot osebne rasti in boste videli, kakšno spremembo boste doživeli ne samo v svojem telesu, ampak dejansko v življenju, ker verjamemo to, da življenje se odziva na vibracijo naše duše. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega.